Kdo ne pozna romarske cerkve v Crnem grobu blizu Škofje Loke, enega najpomembnejših spomenikov starejše likovne umetnosti pri nas, ki ga ceni ne le domača, temveč tudi tuja umetnostno-zgodovinska stroka. Predstavila vam bom le enega od biserov tega kompleksnega spomenika, in sicer fresko z Marijo, ki časti dete. Naslikana je na oltarno steno severne stranske ladje in predstavlja le polovico nekdanjega prizora z Jezusovim rojstvom. Naslikano vidimo Marijo in Jožefa, ta kuha močnik, ki mu kipi. Mož namesto na kuho usmerja pozornost na Marijo z detetom. V ozadju vidimo vola in osla v staji, ki sta nekakšen obvezen element v srednjeveških upodobitvah Jezusovega rojstva. Ista roka je poleg Jezusovega rojstva naslikala tudi poklon kraljev ter vrsto svetniških podob. Med njimi je solidno ohranjen tudi sveti Volbenk, pod katerim je polje z napisom. Ta bralcu sporoča, da so bile freske zaključene leta 1453 in da jih je naslikal Wolfgangus. Torej je slikar te pomembne podatke umestil v polje pod svojega patrona. Wolfgang so naši predniki slovenili v Wolfenk in Volbenk. Slikarije, ki jih je zapustil mojster Wolfgang na naših tleh, predstavljajo v patrimoniju srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem enega izmed kvalitativnih vrhov. V svojih delih je združeval milino predhodnega internacionalnega mehkega sloga z modnim gotskim realizmom, ki se iz severnih dežel širil po evropskem prostoru s pomočjo grafičnih listov. Tem slogovnim značilnostim najlažje sledimo na podobi Marije. Milina obraza in izraza izdajata sorodnosti z podobami Janeza Ljubljanskega, predstavnika internacionalnega mehkega sloga pri nas. Medtem ko podoba oblačil izraža težnost in snovnost materiala v smislu poznogotskega realističnega plastičnega sloga nemško-švicarskega slikarja Konrada Vica in njegovih posnemovalcev. V Narodni galeriji si lahko ogledate Wolfgangovo Marijo, ki časti dete, v podobi kopije. Namreč izvirnik v Crnem grobu je težje viden. Kopijo je po naročilu Narodne galerije v pravi fresko tehniki izdelal leta 1962 slikar, grafik in kopist Franc Mesarič.